vrsta. Biološka. Ja, malenkost. Ja. Draga publika, dobro večer. Vsi sedite, to je en tak čudovit razred, ki čaka, kaj čaka? Gospoda Ivana Cankarja, ki se bo spet inkarniral v naš prostor skozi galerijo Domžale. To je, rekel, ena taka porodniška soba danes za nov pristop k besedam, tekstom, k naukom, globokim naukom našega velikega literata Ivana Cankarja, ki se mu globoko poklanjamo. To je en čudovit projekt in sicer so med nami iniciatorji, gospod Uroš Grilc, Lena Levnik in realizatorji, tisti, ki so poprijeli za svinčnike, peresa, kompjuterje, barvice, napisali, narisali in tako naprej. Prosim, gospoda, odlično, pridite na oder, da se par stvari o današnji razstavi povem. Kar usedite se. Pa se boste kar sami predstavili, prosim. Dobro večer, jaz sem Tanja Komadina, sem ilustratorka, predvsem mladinske pa otroške literature, pa seveda tudi striparka. Dobro večer, Igor Šinkovec, pa tudi ilustrator, stripar, pa tudi pomalem animator. Dobar večer, jaz sem Damjan in sem narisal hlapce od Cankarja. Glejte, v galeriji Domžale prvikrat gostimo strip. In sicer to je, v resnici je zelo nenavaden strip, ne? Če dobro pogledate to, kar je nastalo na tej pobudi, to se pravi Cankarja prevesti v strip, ne? Moramo začeti gledati ali pa razumevati te stvari na začetku. Damjan, preglasen si tam v televizorju. Ja, če sem še povedal. Ti govoriš, pa še sediš tukaj. Alter ego. Alter ego. Ja, ne moram brez sebe. Namreč, ideja za predstaviti Cankarja v strip je v resnici genialna. Zakaj? Zato, ker so nekateri, ali pa rečemo, polovica ljudi, je mnenja, da je Cankar težko berljiv, težko razumljiv za mladino. V resnici na ljubo je krut, niti ne težko berljiv, ker se ga da prebrati. Mi smo ga brali kot otroci v osnovni šoli večkrat, več let. Zdaj je mogoče zadnje čase malo izginil iz šolskih programov, ali pa je mogoče malo manj gor vzeti. Ampak s tem dejanjem, z današnjim rojstvom Cankarja v stripu, je Ivan Cankar spet popolnoma aktualen, čisto na sredini Slovencev, našega življa, predvsem pa našega duha. Kaj je naloga, kaj delajo striparji in kako pridemo do tega, kar tukaj visi na stenah, kar predvajamo in tako naprej, se bomo danes pogovarjali z umetniki, ki smo jih povabili na en tak običajen naš pogovor o tej temi. Ponovadi začnemo z domžalskim vprašanjem, ampak danes ne bomo tega spraševali. Domžalsko vprašanje je, kaj je umetnost? Ampak se ne bomo danes s tem. Glejte, strip je
poseben medij, ki med ljudi prinese literaturo oziroma literarno vsebino na slikovni način, če se izrazimo tako v direktnem prevodu za domačo uporabo. Ampak to ni kar tako narediti strip, a veste. Vi morate v besedilu najdete pasuse oziroma dele, ki jih boste predočili še s slikami, zato, da bo strip imel rdečo nit, da bo lepo tekel in da bo povedal vsaj približno isto, kot govori celotno literarno delo. Zdaj, mi smo danes mogoče malo polovičarski, ali pa samo polovica nas je, kar pomeni, da manjkajo literati, ki so predelali Cankarjeve tekste, Cankarjeva besedila za strip. Zdaj pa mene zanima, kolegi umetniki striparji, ne striparji, kako ali pa na kakšen način se začne, kateri je prvi korak, ali pa, ko dobite nalogo, katero orodje je prvo, ki ga primete v roko. Damjan, prosim. Najprej mikrofon, najprej je papir, pol pa... Ja. Zdaj moram malo podoživeti, čakaj strip, ja. Se pravi, da smo po stripu. Se lahko še malo tako je, najprej, ko preberem jaz, recimo konkretno Hlapce, ki so pravzaprav bili napisani kot dramsko besedilo in praktično popolnoma ustrezno tudi za stripovski scenarij. Pravzaprav sem najprej mogel precej dobro premisliti z vsemi temi scenografijami, z vsemi osebami, ki jih ni malo, ki nastopajo v Hlapcih, izbrati neke, jim izdelati karakterje, te karakterje zrisati in šele pol pride risanje tam nekje zadaj. To se pravi, da še malo prevedeva, karakteri, kar pomeni določiti osebe, kako bojo izgledali v celotnem stripu. Seveda. Kljub temu, da se mogoče kdo postara ali pa kakšen skin. Ja, ampak to, kako bodo izgledali v vseh čustvenih stanjih. Jerman, se pravi ta glaven, bi rekel ta učitelj, ta glaven protagonist, mora biti hkrati neodločen, mora trpeti, mora biti skozi se sprašuje ene zadeve, tako da ima cel kup enih, on ima cel kup enih takih čustvenih, bi rekel, zgibov, medtem ko ostali so dost monotoni, monolitni. To se pravi, ti moraš v risbi zaobjeti vsa ta čustvena stanja v njegovi fizionomiji, v izgledu njegovega obraza in mimiki telesa. No, tudi to, kar si rekel, mimiki telesa, ja, se pravi, praktično, to so moje sredstva, s katerimi operiram, da naredim figuro živo. Se pravi, da ima nek pogled, da ima neko telesno govorico, držo, ja, da komunicira z okoljem in to naredi strip potem živ in slike žive. Ja, veš. Ja. Zelo ilustrativno si povedal. Ja, bolj si pa ne moram. Ampak stvar je ni tako komplicirana, ampak glejte, na nek način te umetniki naredijo nemi film, ki ga natisnejo in ta film sicer ne miga, oziroma miga samo, kolikor mi strani obračamo. Ampak zraven je pa še besedilo. Igor, kako ali pa kateri kosi besedila, kateri stavki ali pa citati ali pa, ne vem, včasih je profesor Vodopivčeva rekla, povedi. Ampak to mora biti zelo esencialno. Damjan je rekel, da je v resnici to nek scenarij kot pri animiranju ali pol film, četrt
film, čist slika, risba, ne vem kaj vse. Kateri so tisti deli besedila, ki pridejo v oblačke, v okenčke, zato da se v tem kosu ali pa v tej sličici nekaj dogaja in v resnici mi v svojih možganih animiramo besedilo, da postane, rečemo temu, nemi film oziroma poslušamo svoj glas. Ja, zdaj v bistvu, ko sem prebral sploh Hlapca Jerneja, v glavi sem imel že zgodbo, kakšna je, no samo to je bila osnovna šola in sem potem večinoma tudi pozabil, no. Ko sem šel brati še enkrat, sem rekel, tukaj je pa res ogromno ponavljanja, ne. V bistvu Hlapec Jernej vsakič, ko pride nekam, pove celo štorijo še enkrat in to ponavlja čez celo knjigo, ne. In potem, tako v bistvu, ko sem začel razmišljati, sem rekel, to bo kar težko za strip, ne, ker to pa v bistvu to ponavljanje pa lahko v stripu zelo včasih dolgočasno, no, pač kadri, iste glave, ker pač govorijo te dialoge. In tako smo v bistvu potem nekako Žigo sprejela neko odločitev, no, tako da mogoče greva pa potem v nekih delih, pa mogoče bolj v neko simboliko oziroma na ta način mogoče razbijava tisto monotonost, ko je Cankar gradi čez celo delo, no. Tako da v bistvu, ja, je bilo kar veliko rezanja, zdaj zbrati prav tiste dialoge, ki so pomembni, recimo za samo razumevanje zgodbe, pa metanje, mislim, se je grozno zaslišati, ne, Cankarja režemo, pa ga mogoče malo krajšamo, ne, ampak ja, je bilo treba, ja, tako da pač strip funkcionira tako kot strip, ja. Ja. Še en zelo zanimiv podatek. Tanja, prosti, da zdaj še lepa šla na vrsta, ampak ti si delala tudi, ali pa mogoče bolj s kompjuterjem, kot risala ročno. Kaj zdaj to pomeni? Jaz sem recimo analogen model. Rokodelci, kamni, macole, sem pa kje na nogo pade, pa hodone. Komp je sofisticirana naprava, s katero se da blazno veliko narediti. Ampak seveda, to je ena neumna škatla, ne. Moraš vedeti, ji moraš ukazati, kaj narediti, da bo to naredila. Ne. Opiš malo, prosim, kaj je, kako to zgleda, ne. Kako, recimo, a narediš mogoče prej ročno skico, pa potem delaš na kompjuterju ali obratno, ali kako? Najn strip, Moj life, sva naredila skupaj s Boštjanom Gorencem Pižamo. Nekako, ko je nastajal ta scenarij, sva nekako oba dva se odločila, da to pa res oba dva videla zelo v živih barvah. In da je nek tak kontrast v bistvu tej teži njegovega življenja, no, mislim, revnemu življenju, ne. In je pa tudi zelo, da bi pa nekako lahko peljala vse te sličice, ker jih je ogromen, v nekem tempu, ker vsem smo bilo to neko ne skupinsko delo, ampak kot skupina smo se morali držati nekih rokov in vsega. Ne, da mi je zdaj tukaj bil to povod, ampak ker načeloma vedno razmišljam, da delam ročno, pač ročno analogno. Ne. Ja. Računalnik pride na vrsto res v nekih ekstremnih momentih. Zdaj, tukaj sem jaz tudi prvič delala z nekom na scenariju in nekako sem prvič sodelovala na ta način, kakor sva zdaj. In če bi prihajali do nekih sprememb, bi jih jaz ročno, za moj primer govorim, težje speljala. Ne? To je bil nek povod, da lahko nekako sodelujemo bolj sproščeno, da se bolj posvečamo res vsebini, ker pri stripu je to zelo pomembno, da pač vsebinsko zelo lepo teče in da ga nekako doživljaš res kot
nek film in da te med prostore od kadra do kadra nekako zapolnjujemo, ne? Da se ne ostavljaš. To je bila moja najna želja. Drugače pa jaz vedno začnem s svinčnikom z nekimi hitrimi risbami, strani, naredim si več primerov, kako bi bilo najbolje, da teče ta pogled pa branje od sličice do dialoga, se pravi oblačka in kako te preskoki med kadri bi bili najbolj učinkoviti, ne, zato ker si želim doseči. In potem izrišem eno malo boljšo risbo, že kadrirano, preko katere sem pa v tem primeru šla s peresom. S peresom rišem pa že od osnovne šole, pač ne morem se ga znebiti, pa tudi, če sem se vmes se ga želela, enostavno vedno pristanem pri peresu in to je tisto, kar res pomočam v tuš in narišem. Potem pa to poskeniram, v tem primeru sem poskenirala in pobarvala na računalnik. Zato imam eno tako tablico, s katero pač kot... Ja, s katero barvam, kakor da bi recimo podoben kot z barvicami, ne, suhimi barvicami, najbolj podoben je temu. Izjemno zanimivo. Seveda boste tele knjige oziroma stripe pogledali, ne, po naši govoranci, ne, in boste opazili, da so te stripi v resnici malo nenavadni, ne, oziroma niso taki, kot smo jih vajeni. Ne, vajeni smo bili recimo, že priznam, blazno dolg nisem gledal stripa, v osnovni šoli sem prebral vsega Alan Forda, pa še kaj, ne, tist, ker je v takratni Jugoslaviji izhajalo, ne. Pa sem pa zgubil stik s tem, oziroma se nisem več zanimal zaradi tega, ker me je materija potegnila druga. Če smo zdaj povedali, kaj je tisto, kaj so te glavne poteze, ki jih avtorji, tudi literati verjetno, ne, če sta se recimo s pižamo pogovarjala, a je on mogoče kaj prilagajal svoj tekst, ali je najprej bil postavljen tekst, pa potem slika oziroma risba oziroma strip, ali sta kaj retrogradno tudi pri besedilu popravljali? Ja, tudi ne prav veliko, ker je, mislim, da pri scenariju je zelo pomembno, da tisti, ki piše, kar Boštjan to neko kilometrino ima, ker dela tudi za revije strip, že razmišlja nekako v teh kadrih, ne. In je že kar dosti dobro pripravil v bistvu to neko osnovo in mi pustil prostor, v bistvu, da sem znotraj tega vse lahko pa tudi jaz razvijala. Recimo, kar precej sem naredila več kadrov, zato da so kakšne stvari boš delovale, recimo. Koliko več, recimo? Ja. Recimo, če je tukaj, ne vem, 500 sličic, ne, si jih ti naredila 800? Ja, mogoče pa, ne vem, 750, ne vem, pač. Pol več, recimo, ne? Ja. Pa pol narediš izbor, ali skupaj naredi ta izbor in rečeta, aha, tole bo. Ne, tukaj gre pa čisto za zaupanje, pa to svobodo pri sodelovanju, ne. Nekako sva se prej dobivala, prej snovala skupaj, ampak potem je Boštjan to napisal, mi poslal, sem prebrala, sva še kaj pol sva se slišala, sva še kaj mogoče spremenila, potem sem pa jaz začela z delom, ne, in dokler, ko sem končala posamezno poglavje, ga je dobil na mail, ne, potem sva se spet slišala, ne, in sva mogoče kaj dodala, kaj odvzela tudi, kaj sem jaz spremenila, ker je imel mogoče on tudi idejo za kakšen detajl, ne, in tako. To ni za kiparjenje. Evo, zdaj smo slišali, koliko je v resnici to, kakšen je postopek in koliko je to enega dela, pa ne muke, ne bi mislili, garajo, jasno, garajo 300 na uro, ne, ampak je pa to fajn, ne. A je? Ja, meni je všeč, ker je v bistvu, ker je zelo zahtevno. In bolj, ko končaš tako delo, je, mislim... A je nagrada? Je.
Ampak tudi sam proces je zanimiv, ne? Mislim, tudi sam sebe presenetiš, ne? Kako se da še kaj postaviti in na koliko različnih načinov se da. Zdaj moraš pa ti samo tle pač to, da iz strani na stran moraš tudi razmišljati, kako se stran konča in kako se dvojna stran konča in kaj se tukaj konča, ker ko boš ti oborno mora biti ali neko pač strani naprej, enostavno ga ne moraš na sredini začeti. No? Treba imeti strategijo, ne? Če prav razumem, kako nekje izbrati in naprej in nazaj skozi preverjati, če se pravilno sestavlja. Damjan, pa ti? Kako sta vidva sodelovala z Rozo? Cankarjem, brez pripomb. Brez pripomb? Brez pripomb. Z Rozo, ja, meni se tudi precej ta komunikacija, ki po mojem je precej neobičajna tako v svetu stripa, no, da ti lahko z nekim avtorjem debatiraš, ne, pa je tle, ker je bila zelo na nek način intenzivna in fajn. Je pa res, da pravzaprav Roza v tem primeru se ni pretirano vpletel v besedilo Cankarjevo. Dobro, mogoče je jezik malo moderniziran, izpuščeni so arhaizmi in te stvari, ne. Dodal je dva angela, ki na vsak način želita pravzaprav to igro oziroma to dramo izkaže se na zadnji strani, da je tragedija, ne samo drama. Vsaj to je bil najin dogovor, zelo pomemben dogovor, kar je bil meni zelo všeč tudi. To pa boste sami prebrali, kjer je to. Vabljeni. Ja, kjer je to dogodek, ki ni omenjen v scenariju, je pa tle eksplicitno narisan. Se pravi, ta komunikacija med nama je potekala. No, Roza je imel tudi idejo, da bi pravzaprav to, se pravi, iz tega polja drame in tragedije prenesel tudi v neko malo bolj svetle vode, malo bolj optimistične in je na vsak način s tema dvema angelčkama želel povezati Lojsko in Jermana v neko simpatično zvezo, tako, osamljenih src. Zdaj, celo Štripovski Facebook. Ja, celo angelom spodleti, ne, in to je pravzaprav bila najina, oziroma predvsem njegova glavna ideja. Zanimivo, ne, da zdaj začenjamo z današnjim dogodkom. Kot sem že rekel, porodna soba Cankarjevega leta. Od danes naprej bomo samo še o Cankarju govorili. Vse bomo ponovno spet prebrali, kritično in zraven se bomo potili, ne, in bo hudo včasih, ne, ker bomo samega sebe srečali in naše boge so narodnjake Slovence in ker smo tudi sami Slovenci in tako naprej in tako naprej. Kako je bilo ponovno se zadeti s Cankarjem? Cankar je en tak močen strup. Ja, jaz sem že pred leti tudi za mladinsko knjigo naredil Jernej njegova pravica. Ja, se pravi knjigo Cankarjevo Hlapec Jernej njegova pravica. Sam sem takrat želel risati bolj, bi rekel, prizore sanj, ker so bili, nekako so se upadali recimo z obletnico, stoletnico začetka prestolne vojne in tako naprej. To sem si želel. V redu, pristajali smo pri Hlapcu Jerneju. Tako da, če odmislim zdaj iz Cankarja osnovnošolskega, ne, prizori sanj so izjemne črtice in super knjiga. Tole je pa to besedilo Hlapci konkretno, te pa vsaj mene je tako, pa tudi verjamem, da Igorja in Tanjo tudi, da te posrka. In včasih se res zraven počutiš še krivga, ne? Ampak ker je pač treba to do konca izpeljati in narisati, potem vse to nekako odložiš v neke male možgane. Ne? Tako da meni je bilo
fajn tole delati. Sploh, ker sem poznal ozadje pravzaprav tega besedila, ker sem šel tudi na Gledališki inštitut, pa malo raziskoval, kje je bila prva premiera. Mimogrede, prva premiera je bila v Trstu. Ja. Tako da imajo tam tudi plakate, precej močno imajo tudi fototeko iz premier. Tako da sem si precej pomagal, mislim, ne da bi zdaj fotografije prerisoval, ampak dobiš ta vzdušje, pravzaprav postavitve, scenografije. Izjemno koristno. Ja, je. Predvsem mi je bila ta fotografija pretepa mi je bila koristna, ker se dogaja tam v krčmi, zato sem naredil kar dvostransko ilustracijo, ne, ker je tam tako dobro prikazano ta ravsanje in kdo je proti komu in zakaj in tako naprej, ne. Tako da hočem reči, da je bilo tudi ta, glede na to, da je to integralno besedilo Cankarjeva, ne, je bilo smiselno, da grem tudi pogledati, kaj se je dogajalo skozi zgodovino v gledališču s to predstavo, kako mogoče celo tudi to, da je bila precej cenzurirana. Preden je sploh prišla, jasno, in ker jo je ponujal in v Zagreb in v Prago, da bi jo igrali, so potem očitno v Trstu bili najbolj liberalni in temu so znali to ceniti, kar je napisal Cankar. Tako, to je ta background tega besedila, tako da me še bolj pravzaprav posrkal vase. Igor, vidva sta se lotila drugačne prepesnitve oziroma predstavitve Cankarjevega teksta in sicer sta se preselila v en tak živalski svet, ne, ki je na en način simboličen, po drugi strani smo pa to mi, ne. Ta glaven, rekel, pes, ne, ali pa ena, ta glavna pasja vrsta, najbolj grize, pa bolj taki bolj stranski, oni, ki pri kraj hodijo kuški, ne, tako naprej. Kako? Ja, mešanci, pa zverine, pa tako, ne. To je še en dodaten moment, kako prideti preko iz enih teh človeških pozicij originala Cankarjevega v en simbolni svet, ki je mogoče bralcu bolj bližji, ne, ali pa mogoče celo otroški publiki bolj namenjen, ali pa preko lažje jo pojejo oziroma posrkajo. Ja, to je bil v bistvu ta čist prvotni namen, je bilo prav to, ne, se pravi, želela se v bistvu od začetka nekako ohraniti to prvotno Cankarjevo besedilo oziroma ne preveč posegati v njega, no, do neke mere že, ampak ne pa tako, da bi zdaj čist v bistvu naredila neko, ne vem, parodijo ali pa neko, ne, tako. In to potem, ko sva razmišljala, v bistvu, kjer smer bi šla, je padla ideja za basen, ki se nama je zdela pa zelo zanimiva, prav zaradi tega, ne, ker v bistvu z nekimi živalskimi karakterji zelo lahko nekako pišeš karakterne značilnosti teh nastrojev oziroma ljudi, ne, tako. Poleg tega pa v bistvu še neka taka fina besedna igra, mogoče pasja pravica, ne, ki se že precej veliko pove na ta način. Tako da ja, v bistvu sva nekako, zdaj mogoče niti ne toliko zaradi otroške publike, se pravi otroških bralcev, ker polka se malo bere vse en kar kruto na nekaterih delih, ampak mogoče bolj tako, no, tudi neke humorne, taki zelo mali elementi sicer so, ki jih mogoče niti ne opaziš takoj, ko pogledaš strip, ampak potem se skrivajo nekje v ozadju. A slike mogoče kdaj korigirajo to brutalnost besedila, recimo, ali pa brutalnost izkušnje, ko nekdo prebere besedilo, pa reče pa, kaj jim je, so vsi iz psihiatrije šli, ali kako je to, ne, ali smo vsi noter, ali kje, ne. Ampak potem eni detajli na slikah, recimo slaščičarna, to so taki prijazni kraji, ne, in tako detajli naštudirani in teksture, recimo, ne, oziroma te vzorci, ki jih uporabljaš na risbah, ne, v bistvu vse te slabe misli, ki se porajajo, ne, zmehčajo in rekel, zavijajo, povabijo nazaj na papir.
V bistvu je tako, ne, tudi ko bereš recimo originalnega Hlapca, ne, je dejansko ta preteklost Hlapca Jerneja, ko jo on pripoveduje, v bistvu kot neka taka pravlična, ne, tako da mogoče je to na začetku zelo pravilno, da je tudi neka čista pravljica, ki pa potem preide v neko tako dosti kruto zgodbo, no, ki se tudi slabo konča. Zdaj, Žiga je imel pač to željo, da mogoče ne bi šla res v tisto čisto krut konec, ne, ko ga potem vržejo v ogenj, ampak je to potem nekako simbolno, speljan skozi ta njegov krik, ki se spremeni v ogenj in potem pač požge simbolno to domočijo. Zdaj jaz sem pa potem tudi na ta zadnji slikci, ko pač Neža prepoveduje oziroma naredi nek zaključek, sem pa vsem naredil tako malo namik, da mogoče pa tudi zgorel v tismo ogno, ampak to zdaj tako, kar dojameš ali pa ne, no, ampak je tako, ja, da v bistvu mogoče mehčajo te pasji karakterji do neke mere, recimo, no, tako, ne. Ja. Evo, zdaj smo slišali, kako je ta likovna, literarna zvrst izjemno zahtevna. Zahteva celega človeka, veste, to je umetnost. Včeraj smo lahko videli pogovor z Jernejem Šumajem, pokojnim, ki se mu tudi danes poklanjamo, ker je ponovno bil angažiran v glavno vlogo v Hlapcih. No in pogovarjali so se o igralstvu, o besedilih, o učenju in o tem in drugem. Ampak veste, človek dobi vtis, da so te ljudje, ki so seveda tudi med nami, popolni vici. Oni skozi so malo nad tlemi, samo zato, ker vidijo, kako stvari v resnici so. In to, kar so naši umetniki zdaj naredili, Cankarja prevedali v strip, oziroma narisali v strip, ne, z izbornim besedilom in tako naprej, je zares umetnost. Tako da, glede na to, da se galerija Domžale trudi v Domžale, med Domžalčane ali pa med vse, ki jih to zanima, pripeljati umetnost, evo, imamo izdatno zalogo tega na stenah in na projekcijah, tako da zelo lepa hvala za to, kar ste naredili, za to, kar ste pokomentirali in povedali in razkrili, tako rekoč, par receptov, ne, sej ne, ampak povedali ste bistvene stvari, ki se dogajajo pri delu, ne. To nas zanima, ne, veste. Pridemo pred eno sliko, ne, recimo, enkrat smo videli enega finga Van Gogha na Dunaju, ne, vzuni bilo mraz in pihale in tako, ne, in tista je bila čisto rumena, veste. Tako smo malo ledvička nastavljeni, tako je bilo toplo naenkrat, ne, lepo. In to je tisto, veste, kar je bistveno tudi pri stripu, ne. To, da vam risba z besedilom zaigra v ta prav film, ne, ali pa v animiran, ali pa v stop motion, ali pa samo ostane strip, pa je v resnici narejen kot slika, kot vrhunska risba. Hvala lepa. Zdaj bi še imeli malo zraven, ne, in sicer vabim direktorco. Kako? Marketing. Ja, marketing, no, ja, to. Skratka, te stripe, to so trije stripi, lahko kupite, tukaj jih imamo, lahko jih pogledate seveda. Tukaj imamo vse razložene. Pardon, Ne, če ne mogla je. Jaz bom še nekaj likovnega vprašala, kar me zanima. Kdo piše Medvete? A so to stvar likovnika, stvar literata, ali ste skupaj Cvijetle in tako naprej? To me zanima. Jaz sem nekaj sam dodal, ja. Nekaj je bilo sicer že v scenariju, nekaj sem pa sam, ja. Pa v bistvu... Bolj stvar likovnika. Tako, ja. Ja, tudi. Ker tukaj se mi zdi zelo zanimivo, da so pravzaprav tudi besede mnogokrat likovne, ne?
že tamle hlapci, kako so spisani, imajo najbrž nek pomen, zame. Ja, jaz mislim, da besedilo je v stripu, poleg tega, da ga pač moraš prebrati, lahko tudi nek risarski element, sploh tam, kjer je kakšen poudarek, kjer nekdo, ne vem, zakriči ali pa ta roka bo kovala svet, ne. Je čist drugače se sliš, kot pa če napišeš, ta roka bo pač kovala svet, ne. Mislim, so razlike in te razlike je fajn sebi priti uporabljati. Dobro, hvala. Tamle od zadci pogledajte, ti smo zjutraj upazmali, ne, tisto zadnji, kako je zmanjkalo prostora. Pa kar naprej napiše, pa najbrž to neki pomeni. Zadnji za stebrom je ena meni zelo ljuba ta stripovska ilustracija. Meni premehen čas. Ja, drugače pa mogoče samo par informacij, preden se zahvalim, ne, vsem. Tudi založbi čestitam, jaz sem bolj literaren človek in se mi zdi, da sem jim osebno, in to sem jim povedala Leni in Urošu, zelo hvaležna, da so se tako potrudili, da bi Cankarja, za katerega jaz osebno čutim, da je v zadnjih letih zelo zapostavljen, da je izginil iz družbe in dobro, da imamo Cankarjev dom, če ne bi zelo malokrat kaj o njem slišali. Se mi zdi, da ste res naredili veliko delo in upam, da bo doseglo svoj namen, se pravi, da se bo Cankar s tisto simpatijo vrnil med ljudi, predvsem pa, da ga boste in bomo skupaj približali mladim, ker mislim, da si to zasluži in je prav gotovo slovenski prozni literarni vrh. Tako da, in prav je, da če tega ne bodo osvojili najmlajši, potem tudi kasneje v življenju Cankarja ne bodo več vzeli v roke in to bo velika škoda. Tako da Škrateljcu, res se mi zdi, da je to več kot sam založniški projekt, ampak je tudi eno poslanstvo zadaj. Knjige boste lahko tudi kupili tle, to je še tisti marketinški del, na to sem pač jaz vse skozi, ko bo razstava odprta. Razstava bo odprta do 14. januarja, smo jo podaljšali. Hvala vsem za to, da bomo omogočali ogled tudi šolarjem, ki so zdajle zelo zasedeni, Vršice so zasedene, potem vmes je še Frej neki in upam, da bojo tisti prvi dnevi v januarju še spodbuda za to. Hvala tudi tistim Vršicam in ravnateljicam, ki ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišle, da boste to poslanstvo res prenesli tudi v svoja okolja in da bojo domžalski šolarji izkoristili tole možnost, prostor, tudi delavnice se bodo pripravljale, mi imamo tudi v tem smislu program z Lučko pripravljen, tako da upam res, da bo razstava dosegla ta del svojega namena. Zdaj pa še malo nelikov, mislim ne današnjega, vabljeni naslednjo razstavo v januarju. Na sredo jo bomo odpirali, ker smo malo sklejevali datume, spet bo malo spremembe, ampak zato, ker bo to razstava Jureta Smoleta in njegovih kipov, tako da domžalska razstava in res prijazno vabljeni, da vidimo, kaj pa naš šef dela, ker skozi govori, da nekaj toče, pa da mu po nogah pada, pa da vidimo zdaj, kaj pa je bilo to tisto, kar je naredil. In pa še okrog galerije na Potepu, malo veste, da smo kolebali tisti naši stalni, pa tisti, ki se nam boste morda še pridružili. Vseeno bomo šli še v Zagreb, smo se odločili, v Zagrebu je dobra razstava. Na zadnji dan razstave je v Zagrebu. Ja, 13. Mogoče bomo imeli kakšen skonto. 13. januarja, tako da gremo v Zagreb, ne gremo pa v Vičenco in ne gremo žal pogledati Van Gogha, ker enostavno je ta galerija tako neprijazna, da ne bomo šli. Enkrat smo tam že doživeli šok, tudi zdaj smo ugotavljali, da skupine enostavno ne marajo. Ne marajo, da hodimo na vikende, vse ostalo pa enostavno ni šlo skupaj in bomo našli. Roden nas bo pa čakal še spomladi, pa Mari Pregelj v Moderni galeriji, skratka, ne bo zmanjkalo tudi brez tega. Tako da tisti, ki ste si imeli pogledati, mogoče pejte sami, individualno je več možnosti, nas enostavno niso sprejeli ob mnogih telefonskih klicih in prošnjah.
Tako da, to je to, upam, da sem umetniško vse povedala še nekaj, še en marketing. Ne zamudite filma o Van Goghu v mestnem kinu Domžale, konec meseca 21. začnemo, mislim, da je že v decembru 5-6 projekcij, pridite ga gledati, res je dober izdelek, to je animiran film, kombinacija njegovih slik in mislim, da je več kot 20 slikarjev delali na tem filmu, tako da 300. Ojo, 300, 500, dobro, skratka, jaz nekaj 200, no, ne bomo. Pravijo, da je vredno videti, jaz ga nisem, ampak ko mi čakam. Tudi likovni film, zato sem si pač to dovolila. Zdaj pa še enkrat hvala 3 ilustratorjem, ki so bili danes z nami, vse tudi literati, to lahko povem, ne bi bili z nami, ampak se veste, kako je. Umetniki morajo zaslužiti in so pravzaprav vsi na delu danes večer s predstavami in takimi podobnimi dogodki, tako da zgleda, da ilustratorji pa imajo več časa. Jo, hvala, jaz sem pa. Zdaj pa ti, zaradi česa smo najrajš tukaj, zaradi druženja. Izvolite. To je nova vrsta. Biološka. Hvala. Ja, malenkost. Ja.